Lep dober večer, upam, da se slišimo. Na prejšnjo temo, digitalizacije, recimo imam tukaj v roki eno vabilo, se sodišča, prekršek, seveda nisem na žalost ali pa na veselje, nisem bila jaz voznica, ampak Bog pomagaj. In imam vabilo storilki, torej sem že obsojena. In poslušajte, to bom zdaj pokazala, to bo Mihael pokazal, kako je krasen podpis zadaj. Kam to damo? Poglejte. Nobenega podpisa, niti štempelja. Tako, nič. Nič. To je fizična oblika, vabilo, tako kot bi lahko tudi fizična oblika bila. Ja, to je. A veste, da sem se spraševala, kaj narediti? A sploh iti, saj to je nezakonito vabilo. In zdaj še nekaj, a veste, povsod, cel plačilni nalog, cel postopek prekrškovni se opravlja s fiktivno fizično osebo, z mojim naslovom, s cenami mojega stanovanja, ne vem s čem. Zdaj sem pa jaz naenkrat vabljena kot živi človek Viktorija Belc. Pa halo, ljudje božji, pa kje živimo? Ampak na način, ko ste tukaj videli, brez podpisa, ja nič, no, da to bi človek uporabil v WC-ju, ampak je pretrdo. Malo za hec, da ne bomo preveč resni, a ne? No, zdajle pa k našemu 8. marcu, mednarodnemu dnevu žena. Mihael se je tako pohecal prejšnji teden, nekaj boš pa pripravil do četrtka. Pa sem pa že malo pozabila. Potem sem pa rekla, saj res, priložnost imam, zakaj pa ne bi malo iz svojega področja, teh mojih žensk, ki sem veliko bila z njimi povezana, ne? In ko sem zaključila eno obdobje na svojem delu s posvojitvami, sem zbrala vse podatke o velikem številu. V 7 letih se je veliko število teh žensk mi nabralo in sem naredila eno zanimivo analizo in jo objavila v tejle knjigici. To je že dolga leta knjiga, gleda beli dan, ne, ampak vedno se najde nekaj, kar tudi mene preseneti, ko moji ljudje v programu berejo in potem odsirajo, pripovedujejo, kaj jim ta knjiga pomeni. Tako v knjigi sem, tako se mi zdi, zadela tisto, kar si je moja duša takrat čutila. Napisala sem, da knjigo posvečam vsem ženskam, ki so ali še bodo v svojem življenju stale pred odločitvijo oddaje otroka v posvojitev. Naj jim branje lajša stisko, celi rane in blaži bolečino trpljenja. Dobesedno sem mislila in tudi dobesedno čutila, verjemite. Že želela sem jim, da ne bi bile same, da bi spoznale, da niso same in da niso edine. So v mojih mislih, so v mojem srcu. In tako sem si želela, da bi iz tega mojega srca preskočile še v kakšne misli, še v kakšno srce in da skupaj nekako pogledamo, v kakšnem stanju se res ženska, ki je pred odločitvijo, da da otroka v posvojitev, nahaja. 8. marec torej naj bo priložnost, da našo pozornost posvetimo ženskam specifično življenjsko izkušnjo oddaje otroka v posvojitev. Bodimo danes njihov glas in spregovorimo v njihovem imenu. Opozorimo na to še vedno tabuizirano dejanje ženske in na odgovornost, verjemite, iz mojih izkušenj, ki najpogosteje pade zgolj samo na njo. In ta ženska z njo tudi sama ostaja. Ženska, ki se odloči za oddajo otroka v posvojitev ali rejništvo, ali tudi tista ženska mati,
ki je v nekem ločitvenem postopku prepustila skrb in vzgojo očetu otrok, torej za otroko, očetu otrok, je danes še vedno, verjemite, kamen spotike, obrekovanja in dokaj hitro ožigosana kot ničvrednica. Njeno dejanje se med ljudmi v družbi še vedno ne odobrava, kar je posledica nepoznavanja in nerazumevanja, povezanega z nezmožnostjo sočutnega pristopa posameznikov do težav drugih. To je, veste, ključen problem. S temi ženskami sem se srečala poklicno in jim posvetila knjigo o njihovem pogumu in bolečini, ki jih je zaznamovala z oddajo Otroka v posvojitev. Ena od mnogih, imenujem jo Svetlana, mi je posvetila svojo izpoved. Vključila sem jo v knjigo, se je odblisk globoke bolečine, ki spremlja skoraj srednjo žensko, ki se odloča za posvojitev tudi skozi vso nosečnost. Izkušnje so me naučile, da ni ženske, ki je tako dejanje ne bi zaznamovalo za vse življenje. Same so mi povedale, da se spomina ne da prelisičiti, niti srca, ker ima ta otrok posebno mesto, vse življenje, do smrti. Svetlanina zgodba se je pričela leta 1988, takrat sem delala na Centru za socialno delo. Veliko žensk sem srečala v taki situaciji, kot je bila Svetlana. Svetlana je rodila in po izredno intenzivnih pogovorih, večkratnih z menoj, oddala svojega rojenega otroka v posvojitev. 3 leta kasneje mi piše, to bom pa s knjige prebrala. Sedaj se piše leto 1991. Moj fantek bo imel letos 3 leta. Kljub temu, da vem za njegovo ime, ga pri sebi še vedno imenujem Tamil. Še vedno hranim zapestnico, ki sva jo dobila, ko je prišel na svet. Številko poznam na pamet. V lanskem letu sem bila še nekajkrat pri vas, ne tako pogosto, kot bi rada, ker si ne upam, malo zaradi strahu, da vas ne bi ovirala pri delu, malo pa, ker ne bi bila rada vsiljiva. Izgube, ki sem jo povzročila sama, še sedaj nisem prebolela. Še vedno jokam. Še vedno je tukaj občutek krivde in topa bolečina. Še vedno je to samo moja skrivnost. Počutim se kakor Ivan Cankar v črtici Mati, kjer opisuje zatajitev matere, le da sem jaz zatajila svojega sina. Včasih na samotnih sprehodih v gozdu rečem na glas: nekje imam sina. Upam, da je srečen. Takrat mi je malo lažje. No, in 7 let kasneje, poglejte, 7 let kasneje je zapisala. Sem dobila od nje ponovno pisemce. Pravijo, da čas celi vse rane, izpulijo ti zob in čez dan ali 2 bolečina izgine. Tudi pri zlomu čez čas bolečina izgine. Ne vem pa, zakaj ta znameniti stavek ne velja pri bolečinah, ki jih človek nosi v svoji duši. Letos si praznoval 7. rojstni dan. Letos poteka 7. leto, kar nisi moj. Vem, da pravzaprav nisi bil nikoli moj, a nihče mi ne more vzeti tiste ure, ko sem te držala v naročju, in tistih mesecev, ko sva jih prebila skupaj, v enem. V teh letih sem napisala ničkoliko pisem, namenjenih tebi, pa tudi pesmi. Nobene nisi dobil, vse ostalo pri meni. Tudi kup nepojasnjenih vprašanj. Kaj najrajši ješ?
Na kateri strani rad spiš? Se zadovoljiš z eno kepico sladoleda ali rabiš dve? Skušam se očistiti občutka krivde. Nisem prepričana, če je prav, kar sem naredila. Želim si premakniti čas nazaj. Soočila sem se z dejstvi, ne morem pa se sprijazniti z njimi. Hodim po mestu in iščem tebe. Kličem te z imenom, ki sem ti ga dala v svojih mislih. Čas pa teče. Bolečina ni manjša, le želja, da bi te videla, je čedalje večja. Šele čez čas sem dojela, kako je težko sprejeti odločitev in živeti z njo. Vem, da nimam nobene pravice pisati tvojim staršem. Res je pa tudi to, da mi nihče ne more prepovedati hrepenenja po tebi. Nimam partnerja, ker sama sebi dopovedujem, da nimam pravice do drugih svojih otrok. Imela sem možnost, a sem jo izgubila. Želim si, da me nekoč moj otrok ne bi obsojal. Želim si, da ti bosta starša razložila, da te nisem oddala, ker te ne bi imela rada, pač pa zaradi prevelike ljubezni do tebe. No, in potem po dolgih letih srečanje s Svetlano in jaz zapišem nekaj povzetkov tega srečanja. Svetlana živi navzven življenje kot običajno dekle. O oddaji otroka v posvojitev ne govori z nikomer. To jo še toliko bolj bremeni. Ko sva nekega avgustovskega dne naključno se srečali, sva se razveselili druga druge. Zgodilo se je to najino srečanje in mirni sva bili obe, da nam je bila dana priložnost, da se ponovno srečava in ni bila izsiljena, ne z moje, ne z njene strani. Tudi Svetlana je to doživela podobno. Ob najinem snidenju je rekla, da je velikokrat ne obstajala želja, da bi me obiskala in dobila kakšno informacijo o otroku, a ni zbrala tega poguma. Veliko misli na svojega otroka, velikokrat razmišlja o svojem dejanju. Ni se še pomirila in sploh ne more prenesti misli, da bi lahko rodila drugega otroka. Pravi, da bi prvemu naredila s tem krivico, ker ga je zapustila. Zelo se obremenjuje z občutki krivde. Zakaj ni bilo takrat kakšnega doma, kjer bi lahko bila z otrokom, se sprašuje. Morda bi bilo res potem drugače, a čutim, da ni prepričana niti v dejanje, ki ga je storila, niti v možnost, ki bi bila, če bi lahko otroka obdržala. Njeni občutki se menjavajo in jo od časa do časa begajo ter povzročajo duševni nemir. Omenja tudi, da veliko varijo otroke svojih prijateljic, opravlja pa tudi plačano varstvo, saj je to vir zaslužka. Varstvo otrok bi želela opravljati tudi v življenju, ki je pred njo. Sanja o svojem vrtcu za otroke. Ob vsem tem pa jo skrbi, ali je to resnična želja ali le nadomestilo za izgubljenega otroka, kar velikokrat doživlja tudi kot samokaznovanje. Včasih jo zamika, da bi videla svojega otroka, morda tudi posvojitelje, ali od daleč. Neposrednega srečanja z njimi si ne želi. Zanima jo, ali je otrok kaj podoben, kako se razvija, ali ga imata posvojitelja rada. Pravi, dolgo časa sem sovražila vse nosečnice. Zavidala sem jim njihovo srečo. Pogledati nisem mogla niti v otroške vozičke, nisem prenesla tega. Zdaj sem se malo umirila, a misel, da bi imela še kakšnega otroka, mi je popolnoma tuja.
še vedno je moj samo Tamil. Še vedno spremlja njen obraz, tista zanjo tipična otožnost, ki da človeku čutiti njeno prizadeto dušo. Resnica je pač ta in Svetlana se globoko zaveda, da je otrok dan drugim staršem in da do njega nima več pravice. Pravno formalne. Obstaja pa možnost, da izve najnujnejše informacije o njegovem življenju, ki je vedno zanjo pomiritev. Na najinem srečanju me je vprašala, če imam kakšno sliko njenega otroka in če bi jo smela samo videti. Imam jo, ji povem, in predvidevam, da bi fotografijo lahko pokazala, ko se prihodnjič sniva. Zaupam mi in vem, da ne bo tega izrabila za karkoli proti sebi ali proti otroku. No, in zgodilo se je najino srečanje po določenem času, ko sem ji prinesla fotografijo. To je bilo prav ena milost Božja, da sem jaz od velikega kupa otrok, ki so prišli na redna septembrska srečanja v Preddvor, imela ravno njega. No, in to fotografijo sem ji odnesla na najino srečanje. Izraz na obrazu jo je izdal, kako težko pričakuje trenutek, ko ga zagleda. Ko sem pred njo položila fotografijo Tamila, je bilo v njenih očeh zaznati poseben žar in počasi so se ji orosile oči. Nepremično ga je gledala. Tišina, ki je legla med naju in dajala temu trenutku posebno težo, se mi je zdela dolga celo večnost. Kraj je bil blizu našega Belisa, konec Trubarjeve ulice. Kako so te stvari povezane, ne? Nepremično ga je gledala in razmišljala sem, kaj se dogaja v njej. Svetlana je prijela fotografijo v roke, jo podržala v njih, kot bi vzela v naročje živega Tamila, nato pa jo nežno privila na prsi in zatisnila oči. Takrat mi je bilo žal, da sem poleg nje, da se vse dogaja sredi mestnega hrupa. Čutila sem njeno potrebo po joku in glasno izrečenih besedah njemu, ki je sicer na fotografiji mrtva podoba, a v njenem srcu živi resnično, kot bi bil dan za dnem tudi res z njo. Začutila sem njeno neizmerno bolečino, o kateri je kasneje spregovorila tudi sama. Naj vas ne skrbi za to, je rekla, da bi ga iskala. Prosim vas, da mi zaupate. Svojega dejanja ne bom preklicala in nikoli ne bom nadlegovala sedanjih otrokovih staršev. Le tako hudo mi je. Tolikokrat se spomnim na to in se sprašujem, ali sem storila prav. Sebi še vedno nimam odgovora. In to boli in razjeda moj notranji mir. Dan za dnem je moja ljubezen na preizkušnji. Meni mali pomeni ogromno. Niti v sanjah ne bi naredila nečesa, kar bi mu škodovalo. Stalno ga imam v mislih. Ko se ob koncu tedna kdaj vrnem domov in mi mama reče, da me klica neka gospa, ki se ni predstavila, takoj pomislim na Tamila. Kaj, če se mi je kaj pripetilo? Ali potrebuje mojo pomoč? Takoj bi bila pripravljena pomagati. Tako teče Svetlanino življenje. Ob njej sem spoznala, da zelo trpi in da resnično veljajo besede marsikatere izmed žensk,
ki dajo otroka v posvojitev, da fizično bolečino lahko prebolijo, ne morejo pa otroka. Svetlani od srca želim, da bi svojo izkušnjo sprejela in našla moč, da to dejanje razume in si ga odpusti. Take stvari se zgodijo, močnejše so od nas, mi je ob srečanju rekla ena od njih, ki je uspelo sprejeti svojo zgodbo in jo v sebi predelati in nadaljevati življenje. Glejte, to je samo ena od zgodb. Jaz sem jih slišala mnogo v 7 letih, času, ko je potekalo, ko sem se ukvarjala s cirka 80 posvojitvami na leto. To je ogromno. Veste, pa ni samo ta izkušnja za mojo Svetlano. Ta Svetlanina zgodba je povezana tudi z Mihaelovo tragično zgodbo otroka. Namreč ta otrok, ta Tamil, je bil žrtev odmevne prometne nesreče. In njegov oče, posvojiteljski, je bil takrat v komi, pač reševali so njegovo življenje. Mama pa je bila na tem, kaj narediti, ker so zdravniki povedali, da življenja ne bo več pri fantku. In je bila pred odločitvijo, da otroka daruje za, kako temu rečemo, za telesne organe. Ja, darovalec organov. Veste, in šele zdaj, ko sem vse to slišala od Viljane in doživela tudi od Mihaela, te informacije in vse, zdaj mi je jasna ena slika, ki se je zgodila sredi noči, med 3. in 4. uro, ko je ta gospa mene klicala v grozni življenjski stiski, kaj naj naredi. Na njo malo pritiskajo za darovanje organov otrokovih, ona pa v sebi ni vedela. To je bilo leto 96. Tako. Torej, nič slučajno, vidite, nič ni slučajno. Za to temo, za vse to sem se odločila zato, ker društvo Beli smo res zato, da naredimo kakšen korak k sočutnosti. K sreči, čeprav je sreča trenutno stanje, ampak več trenutkov, več kot je človek srečen. In zapisala sem ob koncu, torej bodimo v društvu Belis, glas sočutnosti tudi do teh žensk, saj si tudi one želijo sreče, sprejetosti in neobsojanja za svoje odločitve. Skozi sočutje in razumevanje sprejmimo njihovo usodo tako, kot je. Naj vedo, da niso same, saj so v naših besedah, v naših mislih in naj ostanejo tudi v naših srcih. Hvala vam, da ste